Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav v novi oddaji s Farmacevtom za zdravje. V tem letu gostimo magistra farmacije Bojana Madjara iz Pomurskih lekarn. Lep dober dan, Bojan. Hitro se obrne čas, hitro zopet prideva skupaj takole v studiu. Sicer smo o tej temi že govorili oziroma ste govorili o gripi, vendar danes pravzaprav gripa pristop k samoozdravljenju. Se pravi, kako pristopiti, da se čim bolj pozdravimo sami, da ne hodimo okrog zdravnikom. Zdaj pa najprej zopet tisto, kar vedno, da definiramo, kakšni so pravzaprav simptomi gripe. Ja, res je, na gripo smo mogoče malce v času covida celo pozabili, Tudi v bistvu je bila manjša incidenca pojavljanja teh okužb, kar gre verjetno pripisati tudi določenim ukrepom, ki so omejili respiratorne okužbe na splošno, ne samo v takrat, ko smo se trudili omejiti COVID. Je pa gripa, seveda nas spremlja že vrsto let, kaj let, stoletij, pa verjetno še dlje. Tudi tukaj je virusna okužba z virus influence AB ponavadi. Za gripo, če poteka v taki značilni klinični sliki, praktično zelo hitro, se ti simptomi začnejo in se izrazijo močneje. Lahko nas boli glava, sigurno kakšna povišana temperatura, celo vročina, 38, 39 stopinj Celzija, niti ni tako redko pri gripi. Bolečine, ne samo glavobol, ampak tudi mišice, sklepi, pravijo določeni posamezniki, da jih boli celo telo. Potem pa tudi drugi simptomi, mogoče tega izcedka iz nosu, ki smo ga vajeni predvsem pri prehladu, je pri gripi še najmanj, oziroma se redkeje pojavlja, kak kašelj, predvsem tak suh, je pa kar značilen, pa kako boleče žrelo. In je že dovolj, da se slabo počutimo, da smo slabe folije in da praktično težko funkcioniramo. Meni se zdi, da predvsem moteče pri teh respiratornih okužbah, prehlad, COVID, gripa v tem času. Kako pravzaprav, oziroma kdaj vemo, Bojan, zagotovo, da smo zboleli za gripo, da to ni prehlad ali pa nekaj ste že povedali, pri gripi je temperatura običajno zraven, bolečine. Kdaj vemo zagotovo, da smo zboleli za gripo? Ja, zelo značilna je ta hiter nastop znakov, simptomov, in ki se zelo hitro poslabšujejo. Pri prehladu ni tako. Tam počasi se začne, kakšne vročine odrasel človek pri prehladu praktično nima. Zdaj, ko je prišel ta COVID, je seveda zadevo samo še zakompliciral. Ja, tako. Tudi s tem, da se je virus spreminjal in se je tudi klinična slika nekoliko spreminjala. Tako da, ja, neka pomoč od takrat, od časa covida so lahko tudi ti testi, s katerimi se testiramo, mislim, namenjeni tudi samo testiranju, kjer lahko zdaj, prejšnje leta smo bili tako navajeni, da smo z njimi določili ta SARS-CoV-2, se pravi COVID, ampak imamo danes tudi že teste, kjer lahko določimo virus influence, torej tipa A in B, se pravi gripo, celo za respiratorni sincicijski virus, se pravi RSV, se tu določi, tako da imamo tudi kombinirane teste, kjer lahko določimo dejansko, ali gre za gripo, ali gre za COVID ali RSV. Če pa nič od tega, potem je pa najverjetneje res samo prehlad. Samo prehlad. No, včasih si vdahnemo, da ni gripa. Pravzaprav, kaj je najbolje takole na prvo žogo, bova rekla, storiti, če zbolimo za gripo? Kaj nam storiti kot bolniku z gripo? Ja, načeloma, gripa ponovadi ne povzroča kakih hujših težav pri, bom rekel, skoraj da večini posameznikov, Se pravi, neko samozdravljenje je čisto mesto in ustrezen pristop, ne bomo nič narobe naredili. So pa določene skupine ljudi, kjer pa vseeno svetujemo, da se obrnejo na zdravnika, recimo, če so to res majhni otroci, tam pod 2 letoma starosti, ali pa potem spet starostniki nad 65 let, pa kakva nosečnica, če zboli. Pa kronični bolniki različne. Najprej pomislimo na kakšne bolezni dihal, kot sta astma in KOPB, seveda logično, zadeva se lahko poslabša, eskalira, ampak tudi druge kronične bolezni, srca, ledvic, jeter, potem določeni ljudje, ki imajo slabšo imunsko odpornost, tukaj moramo biti pozorni.
To je lahko zaradi kakšne bolezni, recimo tudi AIDS vemo, da k temu prispeva, ne? Ali pa določene vrste raka, recimo krvni rak in podobno. Pa tudi, če jemljejo določena zdravila, ki zmanjšajo imunsko odpornost, ne? To so neke različne kemoterapije ali pa neki imunosupresivi, ki se jemljejo zaradi določenih vrst bolezni. V teh primerih pa res priporočamo, pač, da se obrnemo na zdravnika. Zdaj, saj ni nujno takoj iti do zdravnika, ne? Mogoče je še najboljša varianta, da se ga pokliče osebnega zdravnika, saj nas on že pozna in potem seveda pač njegova nekako navodila dalje potem upoštevamo. Torej, samo zdravljenje, verjetno začeti piti tekočine veliko. Kaj pa ostalim, recimo, bi vi svetovali, ki pa smo sedaj jih izpustili, recimo, v tem nagovoru? No, za v bistvu praktično za vse velja, tako imenovani nefarmakološki ukrepi, nekaj ste že omenili, ne? Hidracija, absolutno, tudi z tega vidika, ker pogosto je tukaj potem vročina, se potimo, zgubljamo tekočino, zgubljamo elektrolite in je to treba nadoknaditi, ne pozabiti piti, ne? Karkoli, lahko so to tudi neke juhe, recimo kakšna kokošja ali pa kakšna zelenjavna juha, absolutno primerno, ker dobimo še druga hranila, vitamine, minerale, vsekakor. Potem, ne pozabiti jesti, ne? Rabimo, ne? Telo se spopada z samimi virusi, našo imunsko odpornost tudi nekako podkrepimo s tem, da zagotovimo hranila. Tukaj bolj pazimo, recimo, da niso to v prvem planu neke sladkarije ali maščobe, bolj neka sadje, zelenjava, ko dobimo vitamine, minerale, potem neko belo, pusto meso, ribe, jogurt, mleko in podobno, ko dobimo beljakovine, tudi zelo pomembno za imunsko odpornost. Načeloma priporočamo res vsaj prvih nekaj dni potem tudi počitek, vzemimo si čas, ne vem, bolniško, ostanemo doma iz službe oziroma iz šole. Preventivno do drugih. Ja, seveda, da se zmanjša ta prenos potem do drugih ljudi, tako da tudi to je pomembno upoštevati, ker drugače se pač ti virusi tako zelo veselo širijo in hitro okužimo okolico. Povedali ste nekaj že o simptomih, ne? Kako jih pravzaprav lahko omilimo, nekatere simptome, kot je vročina, kot je recimo boleče grlo, kot je tudi doma se da to nekaj umiliti, pa izboljšati počutje. Ma res je, saj v bistvu večina teh zdravil, vseeno so to zdravila, ampak gre za zdravila brez recepta, ne? Načeloma jih potem kupimo v lekarni. Zdaj, če je kaj bolj resnega, mogoče zdravnik kaj predpiše, ampak drugače pa nasplošno velja, če je vročina, bolečina, potem iščemo neka protibolečinska, protivročinska zdravila. Tu imamo pač srečo, ker je te učinkovine, kot so. Veliko tega je, pa tudi dejansko ti paracetamol, acetilsalicilna kislina, ibuprofen, naproxen, delujejo tako na bolečino, se pravi lajšajo, kot tudi znižujejo pač povišano telesno temperaturo, tako da z enim zdravilom recimo lahko rešimo glavobol ali pa bolečine v mišicah, pa še znižamo vročino. Potem pa seveda odvisno, kaj se pojavlja, ne? Zdaj tudi, če vse smo rekli, zelo bolj redko je ta izcedek iz simptomov, ampak če se zgodi, lahko v lekarni kupimo kako pršilo ali kakšne praške ali kakšne tablete in potem zmanjšajo ta izcedek, olajšajo dihanje. Boleče žralo, ki so ga omenjali, je bolj pogosto, ne? Tu so kakšna pastile, kakšna razpršila recimo, ne? Pogosto po njih posegamo, da potem lajšamo te bolečine, lajšamo skelenje, draženje, tudi kašelj enako velja, saj tle pri kašlju pa imamo itak kupico, ne? Tle je samo res treba v lekarni potem tudi povedati, za kakšen tip kašlja gre, ali že kaj skašljujemo, ali je res samo dražeče, da bi to ustavili, da potem svetujemo ustrezno zdravilo oziroma ustrezen izdelek. Zdaj, takole, obenem ne moremo zdraviti, ne? Ampak sigurno pa z temi pripomočki, s temi zdravili brez recepta nekako hitreje pridemo do tistega top zdravja oziroma skrajšamo tole gripo v navednicah. Pa dobro, z nekimi ukrepi seveda je to dokazano, da se lahko skrajša, ne? Malce tak težava pri teh vseh zdravilih, ki lajšajo simptome, je to, da se potem mi počutimo lahko kar v redu, ne?
V resnici pa ni. V resnici ni, ja, tako, ja, in gremo v Če krog. ne počivamo, recimo. Ja, lahko naredimo sebi škodo, ne, da ne pride do kakšne okužbe, recimo tudi bakterijske, tudi kjer je druge, ne samo v pljučih, recimo tudi na srcu in podobno. Pa seveda, okužimo vse ostale, ne. To, da nimamo simptomov, še ne pomeni, da nismo kužni. Kužni, ja. Ja, tako da veliko ljudi, tako, saj to je nekako tudi razumljivo, si želi čim prejšnje ozdravitve, ampak načeloma najboljši pristop je, da takrat, ko je najhuje, da si vzamemo vsaj nekaj dni, ne, da telesu nudimo počitek, da res vso energijo potem usmeri v obrambo, ne, da ne usmerja v naše vsakodnevno delo, ker potem seveda je treba to razporejati in lahko dlje časa traja. Drugače načeloma svetujemo, pomagajmo našemu imunskemu sistemu s kakimi vitamini, minerali, recimo vitamin C, E, D, cink od mineralov, so znani taki kot antioksidanti oziroma snovi, ki jih pač imunski sistem potem seveda rabi. Kakšne aminokisline recimo, da se dodajo, zdaj, če ne uspemo tega dovolj za hrano zaužiti, si lahko tudi mislimo neka praške, ki potem jih zaužijemo, ker so pa tu koncentrirani viri in v tistem krajšem času, nekaj dni, nam lahko pride zelo prav, ne. Ja, poznamo pa tudi v bistvu določene snovi iz zdravilnih rastlin, recimo to so ameriški slamnik ali pa beta-glukani ali pa probiotiki, skratka, ki delujejo na imunski sistem, ki ga spodbujajo. Mogoče je njihovo mesto še boljše takrat v preventivi, ampak tudi, ko že zbolimo, lahko tudi preko njih dejansko omogočimo, da bo imunski sistem bolje deloval in vsaj za malce kak dan, mogoče tudi skrajšamo samo bolezen, zdaj, da bi pa čez noč popolnoma ozdravili, to je pa verjetno utopično pričakovati. Ne gre, ne, Bojan. Kot pri vseh boleznih, jasno da. Zdaj, govorimo o tem, da pač nekako gripo lahko tudi sami doma pozdravimo, a ne? V večini primerov, čeprav je to človeka do človeka različno, poznam ljudi, ki se bojijo gripe, kot da bi, ne vem, kaj je bilo, tako težko prebolijo oziroma tako težko jim pade tale gripa, ne? Seveda pa ni vse samo od ljudi, ne? Tudi takole zdaj, ta medklic, gripe so lahko različne, ne? Jaz se še spomnim kot otrok, takrat neka španska gripa je bila, ki je zdesetkala praktično, ne? Ali pa položila v posteljo večino ljudi, ne? Tudi umrlo jih je dosti. Tudi ti verjetno gripo, ki povzročajo virusi ali kaj že so, ne? So verjetno različnih mutacij, različni, ampak že dolgo nisem slišal ali pa bral, da bi gripa bila kot takrat določene epidemije, ki bi načela določene prebivalstva. Ja, tega je že precej časa nazaj, ne? Saj, vsake toliko časa, vsake toliko let se virus bolj intenzivno ali pa, kako bi rekel, bolj obsežno spremeni in takrat zna biti težava, ne? Ko lahko potem res prizadene. Tudi smrtnost je lahko zelo velika, ne? Lahko tudi večja, kot smo imeli za časa covida. Ja. Zdaj, dobro govorimo o samoozdravljenju, morda to ne sodi zraven, ampak tudi verjetno cepljenje je eden od tistih preventivnih ukrepov, ne, proti gripi, ki smo ga malo dali na stran, ne, zdaj tudi s tem covidom, pa s tem prej, kar ljudje, se spomnim, tu nedaleč stran je javni zavod, ne, kar precej propagande je bilo in tudi veliko ljudi se posluževalo tega. Ja, se cepljenje je možno več časa, ne. Slovenija je vedno tako za Zahodno Evropo zelo capljala glede precepljenosti, ne. Tukaj se težko primerjamo. Zdaj, po covidu jaz pa sem mislil, da smo tudi nekje zraven. Ne, nismo. Po covidu pa še v sledu vseh teh teorij zarot je pa to padlo. Mislim, da je letos 4% samo. Prejšnja leta pa je bilo to verjetno več? Ja. V drugih zahodnih državah recimo cepljenje izvajajo tudi v lekarnah, ne. Pač pri nas to ni možno, ampak tudi definitivno tudi to nekaj prinese. Bojan, zdaj govorimo o gripi, o pristopu k samoozdravljenju. Zdaj, verjetno z dneva v dan se nam stanje izboljšuje kot bolniku za gripo. Vidimo, da smo nekaj naredili, posebno če počivamo za sebe. Kaj pa, če se stanje ne izboljša? Tu pa verjetno tako kot pri težjih primerih treba stopiti do zdravnika oziroma se posvetovati z njim. Ja, definitivno. Mi pričakujemo seveda, da v roku 5 do 7 dni se zadeva uredi, lahko celo popolnoma, ampak bistveno, vsaj da je bolje, ne.
Če do tega ne pride, ali pa se celo še poslabšuje, pa imamo še dalje po 5 dneh še vedno visoko vročino, težko dihamo, ne, se nasplošno zelo slabo počutimo, ne, potem pa vsekakor je treba iti do zdravnika, ne, ker zadeva se pa na srečo redko, ampak to pa tam lahko zakomplicira in vsak izgubljen čas, dan v tem primeru samo poslabša izid. Tako da ja, nažalost do tega lahko še vedno pride, tako da je treba biti pozoren in kontaktirati zdravnika. Je pa še recimo ena stvar, ki verjetno velja omeniti, te respiratorne razne virusne, ne. Zanimivo, ne, da se seveda v večjem obsegu pojavljajo, ko se nekje družimo, ne, prazniki, recimo, ne, tudi bojda zdaj za časa novoletnih praznikov se tudi baje zopet obolenje za COVID dvignilo, ker se pač ljudje križajo, mešajo, pridemo skupaj na raznih prireditvah, na raznih dogodkih. To je verjetno pa tudi eden od preventivnih ukrepov, da pač v tem času, pa če smo podvrženi gripi, da zbolimo, ker nekateri vsako leto skoraj da zbolijo, ne, da pač nekje ne dobimo gripe. Ne. Ja, seveda, preventivnih ukrepov je veliko, ne. Omenili ste najučinkovitejšega, to je cepljenje, ampak tudi druge, ne. Zdaj, koliko se da, omejimo te stike, pa zelo velika, seveda ljudje smo socialna bitja in se radi družimo, ne. Mogoče vsaj glede higiene, ne, pa seveda ti bolniki, ki pa imajo res oslabljen imunski sistem, pa še danes jih vidimo, da v tem času pač tudi uporabljajo maske in nosijo, ne, ščitijo vsaj sebe, ne. Verjetno bi še več naredili, definitivno bi več naredili, če bi potem ti, ki so bolni, nosili maske, ne. Bojan, en rezime, gripa ni neki bav, danes več, ne. Se pravi, lahko se tudi samo pozdravimo, če smo dovolj pazljivi, aktivni. V pomurskih lekarnah, če pride nekdo, ki čuti prve simptome, ne, ali pa nekoga pošlje, ne, da več ne bi bil, oziroma da ne bi še koga tudi okužil, ne, verjetno veste svetovati po pogovoru in je verjetno teh zdravil, že prej ste omenili, kar nekaj, s katerimi si pomagamo. Ne, izbira je sigurno velika, ampak tle bi res izpostavil, da ne samo to, da svetujemo glede izbire zdravil, svetujemo tudi kdaj k zdravniku, kdaj ne. To znamo oceniti in to je tudi ena možnost posveta potem, da se človek lažje odloči. Če pa smo tudi mi v dilemi, da ne vemo, zakaj bi šlo, pa je še vedno možnost nakupa testa, kjer lahko z večjo gotovostjo potem trdimo, zakaj se gre. Hvala lepa za te informacije o gripi in kako se lotiti doma sami, s pomočjo seveda družine in najbližjih. Ja, cenjene gledalke in gledalci, upam, da vas zaobide gripa v letu 2025, ki je še dobršen del pred nami. Seveda vam želim zdravja, zadovoljstva tudi v imenu pomurskih lekarn in naših strokovnih sodelavcev. Danes smo gostili Bojana Madjara, magistra farmacije z pomurskih lekarn. Do prihodnjič. Zdravja in srečno!